za nas si zemeljski raj, deželica sončna si ta, prav radi smo tukaj doma. Pod ornico goro ležiš, pišičke gorice krasiš, prelepa pišička si vas, ti cirkvica zlatje okras. Vinogradi tukaj zori, marilice žlahtne diši, široko naš svet je odprt, nebiško modrino zazrt. Široko naš svet je odprt, nebiško modrino zazrt. Še v duhu nam mlini pojo, Kovačko vrti se kolo, orožen pa rože slavi in slomšek na gradu uči. Pleteršnik prihaja med nas, to rojstva njegova je vas. Nad hišo je zidan cedar, tu spisal bogat je slovar. Življenje je tukaj doma, tu dela se, poje igra. Prelep in bogat je naš kraj, Bog hvala za zemeljski raj. Prelep in bogat je naš kraj, Bog hvala za zemeljski raj. Dobro jutro in lepo zdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci. Ja, danes je zopet ena izmed adventnih nedelj, ko ste prav gotovo pri vas doma prižgali novo, tretjo adventno svečko na torej vaših venčkih. Ja, adventni čas je res poseben in še enkrat poseben, miren in takšen naj seveda tudi ostane. Ampak, dragi moji, v naši oddaji danes ne bo tako veselo, nasmejano, pestro bo z številnimi glasbenimi in pa drugačnimi gosti. Naša številka je, saj jo veste, 090 93 61 22, na katero nas lahko, dragi naši zvesti gledalci, pokličete še nekaj nedelj, dobri 2 nedelji, torej sta do konca letošnje sezone oddaj in do tistega velikega večera, torej do Silvestra, ko si bomo rekli srečno, zdravo, zadovoljno novo leto 2016 in ravno zaradi tega bi rada, da nas takole pokličete, pa poveste kakšne lepe želje, morda smo za vas bili letos odlični, lahko nas tudi pokarate, poveste kakšno na seveda naš račun, da se moramo kaj popraviti, kaj izboljšati. Vse kritike in vse pohvale torej sprejemamo. Za vas pa se bomo, drage gledalke in gledalci, seveda trudili še naprej. No, začeli smo z eno lepo ljudsko pesmijo, z nami danes Pleteršnikovi ljudski pevci, ki so zapeli Pišece preljubi naš kraj. Odlična torej skladba, umirjena pesmica za uvod. Družba vam pa seveda prav prisrčen in lep pozdrav. Kako ste danes? Ja, krasno. Mi imamo samo meglo, te pa sonce. Sonček, ja, ponavadi je tako, da Celje, tudi če smo v kotlini, a ne pravijo v Celjski kotlini, nam velikokrat takole sije sonce, koga drugje ni. Gospod Lojze Ogorevc, prisrčen pozdrav tudi vam. Lep dober dan vam v studiu in pa vsem gledalcem televizije Celje. Celje, danes ste prvič moj gost, oziroma gost je iz Pišec. Ja, res je. Prišli smo iz Pišec, iz našega kraja, izpod Orlice, ki je že v pesmi bilo povedano, ne? Pišece krasijo lepi vinogradi, marelice so tam diše, ne? In pa cerkvica zdaja tudi svoj zlati okras. Ja, ampak danes vi, pevci, niste sami, pripeljali ste kar nekaj vaših prijateljev, ki jih zdaj vabim v našo družbo. Fantje, dekleta, pridite za bogato obleženo mizico, bomo seveda se posedkali kar takole z
nami seveda tudi predsednik krajevne skupnosti Peter Skrivalnik in pa predsednik Pleteršnikove domačije Martin Dušič. Bravo, in z vami seveda tudi obilica čudovite hrane. Harmoniko, fantje, lahko date tukaj na tla, takole. Obilico hrane ste, gospod Lojze, prinesli se bo, predvsem pa vaše značilnosti tradicionalne jedi. Ja, moram povedati, za hrano je pa odgovorna naša predsednica, to je Milena Dušič, ki je predsednica, bi rekli, Pleteršnikov ob bogati jedilni mizi. To bomo seveda spoznali. Ja, bomo spoznali. Menda vi dol veliko jeste ali malo jeste? Ja, Katko linijo držite, gospod Lojze? Ja, enako polonce. Mi jemo kar parkrat na dan, zdaj pa ne vem kolikrat, ne štejemo pa ne. Prva pesem Lojze je bila kaj, ljudska? To je bila pa naša pesem. Vaša? Ja, to je pa naša, ki pa res opeva naš kraj Pišece. Moraš enkrat priti do naše Pišece. Me povabite? Ja, veš, da z veseljem, ja, tako. Upam, da bo tudi gospod predsednik, pa dan smo ženo, znam se mora lepo držati, veste? Ja, on ne sme veliko tega povedati, mislim mi lažje. Pa tudi bi danes olikana, tako da ja. Druga pesem, dragi moji, bo pa Sijaj mi sončice. Ja, seveda pri nas, ko smo se mi pelali iz Pišec, je bilo megla, ampak upam, da zdaj tudi sonce, ampak v Celju je pa res na sonce dočakalo. Pa smo se odločili, da recimo tole našim gledalcem televizije Celja zapojemo ljudsko pesem Sije nam sončice. Tako, odlično, dragi gledalci, drage gledalke, z velikim veseljem lahko zraven zapojete, ne? Gospod, to je zadrži, ne? Če pojemo, se nam sprošta en tak, bom rekla, adrenalin, sreče, smo veseli, zadovoljni, polni ljubezni. Ja, pa kdo rad ne poje, kdo rad poje, slabo ne misli, ne? Zelo ne misli, ja, to je star pregovor, ki pa drži res, zato pa pravimo, veliko pojte, ne? Veliko pojte in se smejte in se veselite. Takole, pridem potem v nadaljevanje, kajti tudi pestre zanimiva družba je tukaj v vaši skupinici. Druga pesem, torej Sijaj sončice. Z nami Pleteršnikovi ljudski pevci danes torej igrajo in pojejo v živo. Sijaj mi sončice, sijaj mi sončice, doli čez ravno poli, tam, kjer je moje dekle. Doli čez ravno poli, tam, kjer je moje dekle. Sijaj mi sončice, sijaj mi Alpane, ona že drugega ima, jaz pa sam imam doma. Ona že drugega ima, jaz pa sam imam doma. Sam pa doma ne bom, sam pa doma ne bom. So pa predolge noči, dekle se lahko dobi. So pa predolge noči, dekle se lahko dobi. Mal je pomislila, k men se je stisnila, sem jo poljubil, obil, znova ljubiti začel. Sem jo poljubil, obil, znova ljubiti začel.
Ja, bravo, en velik aplauz za sijaj mi sončece, takole, draga družba, gospod Lojze, mi zadaj že nazdravljamo, že smo probali razne dobrote, okusno vino imate tam dol. Ja, hvala lepa, Dolenjskem. mislim, da nisi mogla vsega probati v teh 2 minutah. Ne, to pa ne, degustacija bo prav pestra danes tukaj, menda ste odlični in to res drži v pridelavi vina. Žlahtna kapljica pri vas, posebej cviček, je Ja, pri znan? nas ni cviček. Ne cviček? Cviček je na Kranjski deželi, to je onkraj Save, tam mi smo pa na Štajerskem, pri nas je pa namizno rdeče vino, Vsega zdaj poskušam, namizno ja. belo Belo vino, vino. najboljše je pa Frankenja, to bom pa Bravo. jaz najrajši. Najrajši. Na to te bom pa jaz povabil. Navado, ali kaj? Takole. Gospod Lojze, v vaši skupini moramo predstaviti vaše, bom rekla, niso to sotrpini, to je zelo lepo, ker vam pomagajo, ampak vaše prijatelje. Ja, Pleteršnikovo ljudsko petje se že dolgo let ohranja, to je cirka tam čez 18 let in seveda eni pevci so nekako prenehali. In potem se je na pobudo novega predsednika Pleteršnika domačije, to je gospod Martin Dušič, nekako njegovo željo se pač je oživelo nazaj ljudsko petje Pleteršnikovo. Tako da smo zdaj izbrali, smo majhna skupina, tako da se razumemo, radi pojemo, radi imamo slovensko pesem, se radi družimo, radi se tudi pohecamo. Ne? Torej, ste vsi za smeh družba? Bom jaz šla kar sama, gospod Lojze, Ja, najboljše iz leve greš. proti desni, Ja, tako, od tako. takšnega cveta do najlepšega cveta. Tako da, vi ste gospod? Jože, Jože, kako dolgo ste že pri tej skupinici? pri tej skupinici smo zdaj eno leto dobro, malo več. Bravo. Prej sem pa jaz pel še pri prejšnji skupini, Pleteršnikovih pevcev. Tako da v bistvu radi prepevate. Tako da je to moje veselje, tako A pesem. večkrat doma tako zapojete ali samo v teh priložnostih? Dostikrat, Doma dostikrat. tudi za mizo? Tudi sam pojem, če sem na delu zunaj, pa Si človek pa se prepeva. pojem. Tako, povejte, Kaj kdo je če pa ne bo? tukaj z nami? Tu je pa Rajko. Rajko, Ja, Rajko. jaz sem pa en mlad pevc, 1 leto pa pol. Eno leto ste tukaj, ne? Ja. Ja, in kako ste se vklopili v tole družbo, Rajko? Ja, je šlo. Je šlo? Ja. Ampak dobro, moramo pa povedati, da ste vsi doma zelo glasbena družinica. Vaša hči je... Ja, tudi je šči. Ja, tudi je hči, ja. Pa Parmedušo ne bo povedal. Brigita Šuler je seveda hči gospoda Rajka, Ja. drži? Ja. In kako doma usklajujete to njeno petje, pa vi doma večkrat zapojete takole v mizici ali ne? Ja, tak, Je ni veliko doma, ne? ob velikih praznikih. Ja, tako, odlično. Zdaj gremo seveda do mame, brez mame Brigite ne bi bilo, a ne? Ona je zihar bila, ja, tako. Vi ste gospa? Mira. Mira, ja, tudi to moram vprašati, verjetno zelo ponosna na hčerko Brigito. Ja, seveda, seveda. To pomeni kaj? Lahko rečete, da ona ima nekaj pomeni? Lepoto? Najbrž, hvala. Lepoto in pa seveda tudi In glas. rada poje. Glasbo imajo obeh hčeri, imam 2 sicer. A, ne. 2. Tudi mlajša je v filharmoniji, tako da so šle obe v glasbene poti. Bravo, ampak vi- Profesionalno. Profesionalno, ne? Ampak vi ste tudi imeli Mi z pa možem, ne? ljubiteljsko, Z no, možem ste igramo imeli tudi v ansambel? ansamblu, seveda, pa pojemo. Pa pojete, ja. Je, To nas drži Pokonci. dobre volje in po konci. Ja. povejte, je advent pravi čas, tako da še pesem posebej zaživi? Ja, seveda. Mi vedno, že tradicija, kar so punce še v osnovno šolo hodile, za Božič je naša pesem in jo pojemo po telefonu prijateljem. Božično, ja, Res, kako res. lepo. To so se vsi navadili, tako če slučajno kjer ga zgrešimo, je že Ja. kaj narobe, zakaj pa nas niste zbudili, ne? To ni važna ura, glavno, da jim mi v živo zapojemo eno božično pesem. Tako da zapojete v živo odlično in z nami gospa Ivanka. Ivanka, ki je vedno resna, a ne? Tako, Ko tako. ona se nikoli ne sme, taka stroga ženska mi deluje, Ivanka. Ja, more, nekdo pri hiš Ja, mora, nositi biti, hlače, ne. danes jih Ker imate je- gor. Ja, seveda, ker ne, tam je tisti prvi, ko je rekel Jože, ne, tisto je moj mož. Ja? A ja, to se vsi tako. Tako, ja, tako, ko se ne podamo kregamo, ga, ne. kje. Ja, in neko je rekel, da doma popevle sam po pravic povedano čisto z drugih durov, kot le na oder. A drugi duri Čisto so, drugi. o gospod mož, lejte. Tako, bomo mi našteli druge dure. Ja, jaz bi vam bila hvaležna, meni v 40 letih ni ratalo. Ne. Takole. Naslednja pesem Lojze pa bo, Vrtec ogradila bodem.
čem govori? Ja, bomo tebe noter dali vrtec, pa te ne bomo spustili ven. Pa sem ravno za vrtec, tako odlično. Nič 90 93 61 22 pa je naša telefonska številka, na katero nas, dragi moji, res lahko pokličete. Danes sicer nimamo nobene nagrade, ampak kot smo obljubili, bomo seveda v prihodnjih oddajah, pa tudi za leto 2016 pripravili čudovite nagradice. Zdaj pa torej v tretje z nami Pleteršnikovi ljudski pevci za skladbico Vrtec ogradila bom. Vrtec ogradila budem, rožic nasadila budem, vmes pa nagelj rožmarin, da bom golfala. Vmes pa nagelj rožmarin, da bom golfala. Fantežnin, kaj boš revca ti golfala? Nisi lepa, nisi zala. Grem skoz mesta in vasi povsod so lepše. Gospa ti, grem skoz mesta in vasi povsod so lepše. Gospa ti, tam ljubljanci so pa zadnje, ki imajo rinčke zlate, ki se svidijo tako luč, da vidijo fantje. Temno noč, ki se svidijo tako luč, da vidijo fantje. Temno noč, liter vinca ti bom kupil, prej kot tebe bom zapustil. Liter vinca sladkega, a srce palic, recepta. Liter vinca sladkega, a srce palic, recepta. Tvojega vinca nočem piti, tvojega srca ne ljubiti. Vinca imam zadost doma, a srce pa ne. Nucam dva. Vinca imam zadost doma, a srce pa ne. Nucam dva. Ja, takole, hvala lepa, Pišetski ljudski pevci. Lahko se seveda, damo en velik aplavz, prosim. Usedite se tjale na mizico, harmonike lahko damo dol, pa se seveda še tukaj usedemo, draga družba, kar pedite se zraven, usest in seveda pogostiti. Takole, jaz bom kar prosila gospo, da malo razdelimo tele potičke, vmes bomo malce pojedli. No, zdaj pa, drage gledalke in gledalci, vas bomo pa povabili v klet. Kako zgleda v tej Pišetski, torej, sem prav povedala, kleti, kako se tam imajo, kaj vse delajo, nič kaj pametnega vam moram povedati, tako da boste pripravljeni, a smo pripravljeni, oziroma povejte mi, a ste pripravljeni? Prav gotovo, ne? Čas je, da gremo v vinsko klet. Prosim. No, pa se kar pošle, tako malo v kep ceste. Zdaj, pa tudi je glavno delo napravljeno, bo pa le cajt, da se kdaj pa kdaj skep dobimo. Manj je pa glavno, da je bila dobra bratva, pa da so vsi sudi puni.
Ja, že je pa res letos ne bomo trpeli. Kaj je pa kaj pšeci nugo? Vse po starim. Edino porim, sem malo greben dvignil, zdaj ko so vinogradniki, etnološki film o bratvi posneli. Ti, tu je pa res. Se en držijo, kot da so že v Hollywoodi. Jaz sem pa nekaj slišal, da jih gre por v Cale na televizijo, pod nekakšno lipo. A ja, zdaj pred Božičem in pa na boglih toplo pod lipoj. Pa ne, tako se rača tisti oddaje. Manj da bojo pšeca predstavili. No, če bi pa hteli vse o pšecah povedati, bojo pa dolgo pod lipoj sedeli. Ja, Bog me res. So naše pšece male, ali imamo pa vsega? Imaš prav, ti samo pogled, koliko je društv, pa vsa fejs delajo. Od vinogradnikov do turističnega, pa gasilci, Rdeči križ, Karitas, invalidi, borci, kmetice, ni. Kaj pa kulturno društvo? Tam imaš petja, plesa, muzike, pa še kakšno igro odšpilajo. Pa jagri, športniki, o Pletešnikovih je pa tudi sport nekaj čuti. Pri mej duš se bojim, da bojo s toj televizijo samo zdrožbo napravili. Oni, ko bojo šli gor, bojo kaj pozabili povedati, drugim se pa za malo zdelo, pa bo odmah špiter. To bi še šlo, če bi samo snemali. A sem slišal, da gre vse v živo. Kaj si ti javnor, kjer je pa toliko korežen, da bo kaj povedal, da lahko hitro kaj posireš, poj pa prid nazaj pšece med ljudi. Moš prav, Žihar bojo še tako dobro povedali, jih bojo ljudje obrali do kosti. Pa zake bi se pa mi trije v tem sekirali. Glavno, da smo na toplim, pit, imamo, dubu pa pod lipo sedel, se pa ne drugi sekirajo. Pa še žen smo se zadej in se rešili. Jaz sem svoje rekel, da grem v cerku Jasnice pripravljati. Kaj če bi povedal, da smo mi trije skep dubli, me itak naj bi odajte pistila. Jaz sem pa svojo nahecal, da pri naši mlini gor pri cerkvi kulu klopuče, da ga treba malo stegniti. Ja, Janez, kako je pa tebi ratalo, da si mici pobegnil? Moje se pa čisto spipalo. Po vse sili, če je z unim, ko grejo na televizijo. Je rekla, da če biti na televiziji, pa če je tudi te zadnje, kaj bo v življenju napravila. Manj je vseeno, kaj dela, samo da manj mer pisti. Bojiš, da mi pozabimo na probleme, pa popravamo, kaj smo to letos pa delali. Je tako. Živijo. 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 Ja, fantje, kaj pa delate tule v kleti? Ja, malo smo popravili. Jaz sem slišala čist nekaj drugega, samo babance ste šimfali cel cajt. Pa danes je adventni čas, fantje. Vi pa v kleti, pa ženske šimfate, to ne gre skup? Se ne vejo, da smo sami. A ne vejo? Takole vas bom jaz zauhle, fantje moji, ampak kaj naj rečem, odlični ste bili. A mi date tukaj malce prostora? Takole. Če se pa ženska pridruži v vinski kleti, te je pač fajna, ne? To je pa čist nekaj druga. Kaj? Čist nekaj druga. Kaj pa, če še vaše gospe pokličem? No, pa zdaj ne bom. Zdaj pa ne bi, a ne? Takole, povejte, fantje, prihajate iz sekcije oziroma iz dramske sekcije Smeh, kaj ni greh. Tako je. Smeh ni greh. Smeh ni greh. Smo se na hitro malo dobili in smo rekli, da gremo danes v Cele. Ja, in ste takole, kar pod Lipco ste Tako, smo po Lipcu pristali. Ja. Pa bo. Pa bo, a ne? Povejte, koliko vas je v sekciji, v društvu? 20. 20. In igrate številne igre? Ja. Imamo mentorico tudi s seboj. To je naša Ivanka. Ivanka, ki vas je budno zdaj gledala. Tako, če se bo kjer zmotil, ampak jaz, ki sem najstarejši med tem, se največkrat zmotim. A res? Kaj temu botruje? Kaj mislite, kaj? Skleroza.
A veste, no, to pa že ni res. Lejte, tudi če človek včasih kako zadevo pozabi, pa če ima kilometrino, pa če zna človek zimprovizirati, potem vse gre. Ja. Ja? Drži? Točno zimproviziramo največkrat. Se vam zgodi tako, da zimprovizirate, a ne? Ja, gospod se smeji na desni, a to drži? Malo, ja. Pa vejte, ko igrate, ko prijete na oder, ne? To so, bom rekla, zgodbe, ki trajajo kakšno uro, pa še tudi več. In da človek ne bi pozabil kakšnega dela besedila, sploh ne morem verjeti, no? Ja, pa to se zgodi, ne? Jaz sem sicer zdaj prvič med njimi, ne? To so pa stari glumci, kot pravijo, da so že v Hollywoodu, ne? Tako da za njih ni to problem, ne? Ni težave. Ja. Povejte, a je kdaj, ko začnete, ne vem, kakšno igro, kakšna trema? Ja, trema stalno prisotna, ne? Sam tistih par minut prvih, potem se pa to bledi pa gre. Izniči. Tako, ja. Tako. A važno je tisti prvi stik, a ne? Tako. Publika, vse je odvisno od publike. Prosim? Vse je odvisno od publike. Ja, ne, publike, ja, zdaj pa publiko smo mi tudi seboj pripeljali, tako da nimamo dobenega problema, nimamo treme, tako da vse poteka kot treba. Kakšno publiko imate tudi tako, na drugi strani, ne? Mi nimamo predstave zdaj, ampak gledalci pa gledalke nas pa 100% gledajo iz cele Slovenije, ker so nas tudi že prejšnjo nedeljo takole klicali, nas pohvalili, želijo, da uspešno delamo tudi še v letu 2016. Na dragi možje, nekoga imamo na zvezi. Halo, dober dan. Halo, halo. Ja, Kdo je z nami? Mirko iz Pišec. O, gospod Mirko iz Pišec, dajmo en aplavz za Mirka. Mirko, poglejte, danes imam vaše sokrajane tukaj v naši oddaji. Mirko, se slišimo? Ja, lepo pozdravljeni, jaz bi vas vse skupaj lepo pozdravil in pohvalil vašo oddajo, kaj redno gleda in je izvrstna. Ja, kar povejte. Ob te priliki bi pa še pozdravil vse moje Pišečane, ki so gor pri vas. Bravo, odlično. Mirko, super, res lepo, da ste nas poklicali, pa dejte Pišece, zdaj ste zbudite, pa dejte še kakšno pohvalo, kajti danes so prvič vaši sokrajani tukaj v moji oddaji, tako da res lepo in sem vesela, da smo danes skupaj. Mirko, lep adventni čas vam želim, pa lepo nedeljo še naprej. Najlepše, jaz vam tudi želim vsem skupaj. Hvala lepa. Mirko! Prosim. A sva še na zvezi? Ja. Kljub temu, da danes ne dela, dajte mi en tak slasten poljub, prosim. To pa še na desno stran, prosim. Odlično. Jaz pa tudi vam enega lepega pošiljam. Takole, lepo se imejte. Evo, Mirko je bil deležen poljubov, jaz pa seveda tudi dveh. Takole, a ste poznali Mirka? Poznamo, ja. Poznate? O, pa takole, moramo seveda pa povedati še nekaj. Še nekoga imamo na zvezi. Dober dan. Kdo je v naši družbi? Halo? Dober dan. Ja, kdo je z nami? Tu pa je Jože iz Majšperga. Jože, ja, gledajte, zdaj se selimo iz enega konca na drugi konec. Gospod Jože, vam predajam kar besedo. Kaj nam boste zaželeli? Zaželim vam v studiu, vam in vašim sodelavcem sreče, zdravja in pa veselja v novem letu, ki prihaja. Prav lep pozdrav pa vsem vašim gostom v studiu, ki so tudi naši prijatelji. Bravo. Evo, lep pozdrav pošiljamo torej tudi v Majšperk. Tako, odlično. Hvala lepa za klic. Seveda ostane želja taka, da se vidimo v letu 2016 tudi tukaj v našem studiu, prav? Tako. Srečno, nasvidenje. Srečno. Tako lepo se selimo danes iz enega kraja na drugi kraj. Še bomo seveda pozvali koga, da nas pokliče 90 93 61 22. Telefonska številka za lepe želje ob koncu seveda leta. Počasi torej se zaključuje to leto in pa danes seveda zanimivi glasbeni gostje in pa ostali gostje iz Pišec. Takole, pozdravljam v naši družbi pa še ostale, ki so prišli skupaj
skupaj z celotno delegacijo Pišec, a ne? Dragi možje, vi se kar najejte, vidim, da spravljajo v sebe vse, kar je seveda mogoče. Z nami tudi gospod Peter Skrivanik, predsednik krajevne skupnosti. Gospod Peter, prisrčen pozdrav. Vam dam mikrofonček. Ja, enako, tudi jaz lep pozdrav. Kako se počutite pri nas? Zelo lepo. Malo imam treme. Res, bežte na... Peter, pridite malo sem. Deva, en skok čez harmoniko. Kako bova dala mi dva trema dol? Takole, lete, trema se takole, da lete. Ne, glavo mora da človek dol. Pa noge se mu tresajo. Takole gor pogledava, pa treme ni več. A se ne bojite, Peter? Ne. Ne. Takole, povejte, Peter, vi ste predsednik krajevne skupnosti. Kaj pomeni ta funkcija za vas, ker to ni kar tako, ne, biti predsednik? Seveda ni kar tako, je določena obveznost. Že ko sem sprejel mesto predsednika sveta krajevne skupnosti, trudim se, koliko se pač lahko trudim. Vse je odvisno od občine Brežice, od župana, od občinskega sveta, če kaj pridobimo kakšno investicijo v krajevno skupnost. Vendar bi jaz nekaj dodal. Jaz vaše gledalke in gledalce prav lepo pozdravljam. Bravo, evo, takole, tamle so. Nekako bi rekel, da Pišečka krajevna skupnost leži pod Orlico, pod goro, kot rečemo v domačini, in da je sestavni del občine Brežice. In to je na štajerski strani. Prej ste vi malo zamenjali, da je to bila kranjska stran. Popravite me po dolgem počres, lahko date celo enko, gospod Peter. -5. -5, dobro, se moram še malo popraviti. Rad bi povedal, da naša krajevna skupnost je velika 4,2 kilometra, da ima 1200 prebivalcev, da imamo popolnoma osnovno šolo, ki se imenuje po slovaropiscu Maksu Pleteršniku, imamo baročno farno cerkev, potem domačij Maksa Pleteršnika, kaj v Pleteršniku bo naš predsednik društva več kasneje povedal. Ne morem se izogniti tudi tega, oziroma kar bo morda v bližnji prihodnosti za Pišece zelo pomembno. Imamo namreč srednjeveški grad, ki je zdaj v fazi obnove. Sicer nimamo prave vsebine, vendar mislim, da bomo le dobili kakšnega najemnika in pravo vsebino, kajti za našo krajevno skupnost to veliko pomeni, saj bi pridobili kar nekaj delovnih mest. Odlično. V tem letu 2015 ste veliko baje naredili. Ste bili pridni? Nismo bili ravno pridni, vendar... Pa naj bo to potem v bistvu obljuba za 2016. 2016, da. Lahko damo, ne? Sicer smo nekaj modernizirali krajevnih cest, mora en odsek za 250 metrov, no, ne vem, če to glih ravno vdaja, zato prikrili smo tudi Mrliško vežico, ker to nas vse čaka v bližnji ali po daljni prihodnosti. Omenil bi pa še okrog gradu, da imamo čudovit angleški park in da imamo not egzote. Rad bi pa omenil to, da imamo veliko sekvojo, ki je visoka 56 metrov in lahko kar rečem, da je najvišja v naši domovini. Bravo, odlično, res lepo. Peter, veliko delate, veliko je treba še postoriti. Torej, kako pa je delati z ljudmi tam v Pišecah? So dovzetni, se radi prilagajajo, radi pomagajo? Zelo. Se tako pravi? Že sama skupina dramska je imela en skeč, je povedala, da je 11 društev, da če je treba vsi skupaj stopimo, če je kdaj potrebno, moraš počasih tudi jih prisluhniti njim in včasih se tudi v jezik ugrizniti, ne? Sej tako, ja, lejte, veliko grizov bo še treba, gospod Peter, tako da ja, res odlično. Danes ste prenesli tudi nekaj stvari seboj, pa morda prav, da damo tole gospodu, ki ima rad sladkarije, ker vzemite cel plato, prosim.
cel plato. Pa bomo tukaj le malce pokazali, kaj vse smo pripravili, kaj vse smo prinesli. Ja. Kdo je bil sploh Pleteršnik? To bo gospod Tine povedal. Gospod Tine, evo, zdaj pa dam, ja. Tu je pozdrav iz Pešec, stare razglednice. Ja, se tudi imamo nekaj slik pripravljenih, ki bomo seveda pokazali. Tudi Pleteršnika, tudi znamka na njegovo čast. Potem so tu neki zborniki. Ja, evo zborniki, takole, odlično. Tako. Evo, takole bomo pokazali tele zadevice. A to je bil gospod Pleteršnik. Ja, on je v bistvu bil kaj? Seveda v naši družbi pozdravljam tudi gospoda Martina Dušića. Martin, vam dam kar tale mikrofonček, gledajte ga, te mogli kar sam držati. Hvala lepa, dober dan in prav tako lep pozdrav vsem vašim gledalcem in pa pozdravljam seveda vse v Pišecah. Vi ste predsednik? Predsednik društva Pleteršnikova domačija. Bravo. Ker Pišečani smo zelo ponosni na našega rojaka Maksa Pleteršnika, ki se je rodil v Pišecah končal ljudsko šolo, odšel svet študirati, ustvarjati, se vrnil nazaj v Pišece in je v Pišecah tudi pokopan. Na njegovem nagrobniku piše, da v narodu je svojemu zaklad odkril bogatstvo mu slovenskega jezika. To pa zato, ker je v 19. stoletju ustvaril največji slovenski slovaropisni slovarski dosežek, prvi slovensko-nemški slovar, ki pa ni le dvojezični slovar, je zelo pomemben tudi zato, ker ima vse znanstvene osnove etimološkega jezika. In ob tej priložnosti bi pa izkoristil to priliko, ko sem tukaj na televiziji Celje, da je Maks Pleteršnik obiskoval po ljudski šoli v Pišecah gimnazijo v Celju. In mi smo si takrat, ko smo obnavljali njegovo domačijo, zelo prizadevali za eno zadevo. In sicer to, njegova generacija se je poslavljala ob koncu šolanja na gimnaziji z pesmijo. In vse generacije pred njim so se poslavljale s pesmijo v nemškem jeziku, Maks Pleteršnik pa je za svojo generacijo napisal pesem v slovenskem jeziku. In ta generacija se je poslovila tudi s to pesmijo v slovenščini in mi smo to pesem tako iskali tukaj po Celjskem, tudi po zgodovinskem arhivu, a možave še nismo našli. Mogoče pa je Pleteršnik imel gotovo kakega sošolca tukaj savinskega konca, celjskega konca in če so jo kje mogoče ohranili v kakej hiši, se bi zelo priporočali, ker mi bomo to pesem še iskali. To pa zato, ker je ta pesem tudi glasbena in so jo abiturentje, to niso bili takrat maturanti, ampak abiturentje, ko so končali gimnazijo, so jo tudi zapeli. In če bi mi to pesem dobili, kaj bi bilo lepšega, da bi jo zapeli tudi naši Pleteršnikovi pevci. Vsi tisti, bravo, vsi tisti, ki danes poslušate, ki poslušajo, če je ta pesem kje? V arhivih, ali pa mogoče, da se čuva še kje na domu. Da vas pokličejo. Tako, se bomo oglasili še na gimnaziji Celje, pa tudi sami šli v arhiv, ampak prosimo za pomoč. Odlično. Gospod Martin, zdaj si bomo pogledali tudi nekaj slikic. Pri vas je tudi zelo, bom rekla, znan grad Tole, kaj vidimo zdaj tole? Tako so bi izgledale časih Pišece. Aha. Stara šola. To so Pišece, stara šola, ja. Tako je bilo. Žal je zdaj nova šola, ki se imenuje tudi še naprej seveda po Maksu Pleteršniku, ker je bila stara pa že toliko, mislim, onemogla za pouk, ampak jo pogrešamo kljub temu. To je stara slika Pišec. Iz katerega leta, morda veste, katerega leta? Iz 1890. Aha, 1911. 1919, ja. Tako stara slika, ja, takole in tako je bilo včasih. Prav gotovo so se mesta torej spreminjala, ja. Vas lahko vprašam, bom dala seveda Petru. Peter, kaj pa tole zdaj vidimo? Mlin? To pa vidimo mlin, ja. Ta je še edini ohranjen mlin na naši Gabrnici. Prve membe mlina so 1776. leta, ki ga je imel pač Fara, ga je imela, farni mlin je bil, potem so ga dali v najem. Tu je seveda grad Pišece, tu je zdaj po obnovi, sicer obnovljen ni še romanski stolp kapela, ostalo je pa vse obnovljeno. Z katerega leta je ta grad? To so različni podatki, samo prvo
Kar sem jaz videl iz arhivov, ko se pač malo v tem bavim, je bilo prva omemba Pešečkega gradu 1266. leta. Zakaj sem do tega datuma prišel? Zato, ker so se Pešečki pa Podsrečki tožila. In je sodba bila izrečena in sem videl ta datum. Tukaj le vidimo seveda tele trte. Ja, to je iz zahodnega dela pogled na Pešece. Pogled na Pešece. Koliko ljudi, koliko prebivalcev je približno v Pešecah? V centru Pešec je po znanih podatkih 356 ljudi. 356? Center, ne? Celotna krajevna skupnost, ki je pa sestavljena iz 5 vasi, ima pa 1200. In pa tule seveda vaš znani krajan, gospod Lojze. Ja, to je pa naš Lojze, ja. Ob seveda tem mlinu. Ob mlinu in jaz se te prilike res mu zahvaljujem. Veliko pesmi je napisal na temo Pešec, ne? Od gradu do gremo v Pešec, ali ne vem, se nasloj, ampak res en tak pravi lokal patriot in jaz, Lojze, še enkrat hvala, pa se naredil za Pešece. Preden seveda si zavrtimo oglase, bomo slišali 2 pesmici v Dolini Tihi in pa seveda mladi harmonikari. Zdaj jim bomo dali priložnost, da zapojejo in vsi mi, ne, dragi gledalke in gledalci. Prva bo v Dolini Tihi, potem pa se veste, brez veselice ni Avsenikove golice. Tudi to bomo slišali, no še vedno je pa naša aktualna številka, telefonska številka za vsakašne pohvale, grajen, karkoli. Lahko pa pozdravite seveda moje današnje goste, je 090 93 61 22. Takole, draga družba, Lojze, ste pripravljeni in pa seveda mi vsi danes pa ste pripeljali tudi mlade harmonikarje. Ja, seveda bomo rekli, da na mladih svet stoji, ne, tudi na glasbi, evo, zato smo pa tudi, evo, naše mlade harmonikarje iz Pešec danes, ki bojo nastopili na televiziji Celje v tvoji priljubljeni oddaji pod nedeljo pod Lipo. Gledamo, ja. Zdaj pa po pravici, ker če ne vam bo nos fejs izrasto. Povejte, a gledate našo oddajco? Ja, moram povedati, da pa spremljam. Zelo pogosto. Ja. No, super. Kaj vam je všeč, kaj bi popravili? Prvo moram povedati, da je zelo prikupna, pa lepa, nasmijana, super voditeljica Polonca. Lasi vam kar rastejo, zdaj gor. Na splošno je lepa oddaja, vsaka nedeljo je po svoje zanimiva oddaja. In upam, da bo tudi našim gledalcem današnja oddaja všeč. Všeč pa, veste kaj, ljudje se radi predstavljajo, še posebej tisti, ki ne morejo priti na druge televizije, ljudski pevci, ljudski godci, plesavci, folklorne skupine. In zdaj seveda pozivam, da lahko me pokličete, če se želite predstaviti v naši oddajici. Prav je, da pokažemo tudi svoje delo, kaj delamo, a ne? Ja, prav je tako. Recimo takih oddaj primankuje. Ja, in bi mogli se pogosto tole predstavljati. Tako, kdo je danes z nami? Ti si? Ja, Matic. Matic? Simon. In Domen. In pa Domen, kar takole bomo prišli malo bolj sem, takole odlično. In zdaj bo prva pesem, smo rekli. Dolini Tihi. A bo zraven tudi kaj zapel? Boste zapeli? Samo zaigrali. Draga družba, to pomeni, da mi zapojemo. A pridete malce v družbo v Dolini Tihi. Oh,
In seveda, pred kratkimi oglasi bomo še slišali tole golico. Taka družba noče odideti stran, zdaj bomo mi malce zaplesali tukajle v našem studiu. Gospod Lojze, prsti so pripravljeni? Fantje so? Tako, stopite malce bolj naprej, tako, še malo bolj naprej, da bomo mi malo zaplesali tule, ne? In brez veselice ni Avsenikove golice. Gremo! Gremo malo. Praznovanje drobnih trenutkov. Dolčela, sladek navdih fantazije. Naj bo vsak vaš droben trenutek še bolj svečan z novimi Dolčela dekoracijami za peciva. Pa vas vabim v vse Brglezove poslovalnice po celi Sloveniji. Gospod Roman, če nas sedaj gledate, hvala lepa za vse dobrote, ki ste jih namenili v letu 2015, za željo, da seveda čudovite nove dobrote poskusimo tudi v letu 2016. Brglezovi vas vabijo torej po celi Sloveniji na odličen kruh, na odlično pecivo, odlične tortice in seveda čudovito jutranjo kavico, pa ne pozabite se namastiti za čudovitim slastnim in enkratnim krofom. Brglezovi, dobrodošli! Dobrodošli v drevesnici Omorika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik. Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta kresile vaš vrt in okolico.
Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, tranice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglavce in listovce za živo mejo, sadike listovcev in iglavcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja. Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omorika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omorika. Ne izbirajte med tem, ali boste videli na blizu ali na daleč. Izberite izgled. S progresivnimi stekli Varilux uživajte v popolnem vidu in popolnem izgledu ob vseh priložnostih. Sedaj lahko dobite 2 para progresivnih stekl Varilux za ceno enega. Ali ste že pripravljeni na novo davčno zakonodajo? Oglasite se v Biro Bitu na Teharski 24 v Celju vsak delovni dan med 7 in 15 uro, kjer vam bomo predstavili strojne in programske rešitve davčnih blagajn in pomagali pri vaši odločitvi. Izdajo računov v povezavi s finančno upravo boste lahko izvedli z mobilnim telefonom, tablico, računalnikom ali registrsko blagajno. V Biro Bitu vam poleg prodaje računalniške in biro opreme, pisarniškega in potrošnega materijala, nakupa ali najema kopirnih in multifunkcijskih naprav nudimo tudi servisne storitve za vse kupljene aparate. Preverite srečo in ta torek ali četrtek prihranite do 50% za nakup izbranega izdelka. Bodite crazy, tuš! Ja, takole v naši oddaji zelo veselo, danes imamo res fajn in odlično, no v našem reklamnem bloku ste videli tudi Podravkino vabilo, da seveda kupite njihove dobrote, njihove posipe za vaše seveda novoletne slaščice, no ob vsakem nakupu nad 3,99 € pa dobite tole čudovito kuhalnico v vseh Mercatorjevih prodajalnah, dobite seveda Dolcela kuhalnico, tudi z čudovitim receptom, čokoladni šarkel je tukaj zapisan tale recept, tako da lepa kuhalnica, če kupite torej Podravkine izdelke v vrednosti 3,99 € dobite torej kuhalnico gratis. Dober dan pa želim voščim naslednjemu. Kdo je z nami? Igor Iljaš, Igor, rojen v Pišecah. Igor, lepo. Vašo oddajo. Ja. Kaj boste rekli, Igor? In sem zelo vesel, da sem danes sicer prvič na vaši oddaji, sem pa dobil tudi namig od mojega prijatelja, pevca Lojzeta Gorevca, in sem zelo vesel, da mi je povedal zadevo, ki se pač danes dogaja po televiziji Celje, in sem priklopil in vam želim zelo veliko dobrih in lepih uspehov, tako kot imate tudi sedaj. Poslušam, Igor, poslušam. Zelo sem vesel, da sem dobil ta program. Fajn. Igor, a imate zelo sem vesel, da sem dobil ta program in vam
še enkrat zaželim vesele praznike, božične in srečno novo leto. Pozdravil bil tudi mojega sošolca Jožeta, pevca pri Pleteršnikovih ekipi, kjer smo tudi sošolci in se vsako leto dobivamo v Pišecah za obletnico. Tudi tebi lepe pozdrave, pa lepo praznovanje novega leta in obilo zdravja, ki ga vsi koliko toliko rabimo zdaj. Bravo Igor, bravo za Igorja, bravo! Hvala Joža. Za klic, hvala lepa za lepe želje. Hvala Joža. Bodite zdravi in tako naprej. Tako, lepo zdrav Pišece, srečno, nasvidenje. Ja, takole, zdaj so se Pišece torej prebudile, še kakšen klic lahko sprejmemo z velikim veseljem. Pridite v našo družbo, pohvalite seveda svoje sokrajane, da pridno delajo, da delajo seveda za dobro vašega kraja in tako je prav, da se seveda kraji med sabo najprej predstavljajo in seveda potem tudi, kar je zelo pomembno, povezujejo. Takole, zdaj pa v družbo, kličem ansambel Lojzeta Ogorevca, a damo en velik aplavz. Lojze in še enkrat Lojze. Lojze, kako dolgo že vi koncertirate, igrate, razveseljujete ljudi? Ja, to pa še kar dolga doba. Bo treba kar že malo pomisliti, da se je začelo. Pri 11 letih. Kdo vam je kupil harmonko? Oziroma, a je bila harmonka tista ta prva, na katero ste začeli igrati? Harmonko je brat prvo kupil in sem se bolj na njo učil igrati in sem se naučil 5 pesmi, tako da sem se na svoje berme igral. Odlično. In prva, ki jo bomo zdaj slišali, pa je? Slavljencu za rojstni dan in vsi tisti, ki danes praznujejo rojstni dan, jim želimo vse najboljše, naj je zdravje, pa vse dobro spremlja v leto 2015, kuga še je ostalo in še seveda v nadaljnem življenju. Pa odlično, torej za vse slavljence, zdaj le Lojze, seveda za svojimi muzikanti, ansambel torej Lojzeta Ogorevca, za vse slavljence, prosim. Natoči vinca gospodar in to najboljšega, da bo vesela družba vsa s teboj nazdravljena. Tvoj praznik danes se slavi, to je tvoj rojstni dan. Z veseljem naj bo praznovan, s prijatelji obdan. Da bomo vsi veseli, s teboj prepevali in srčno tebi zaželili mnogo srečnih dni. Da bomo vsi veseli, s teboj prepevali in srčno tebi zaželili mnogo srečnih dni. Zaželili mnogo srečnih dni, da bomo vsi veseli, s teboj prepevali in srčno tebi zaželili mnogo srečnih dni. In srčno tebi zaželili mnogo srečnih dni. Bravo! Bravo, Lojze, odlično. Torej za vse slavljence je bila tale pesem.
Koliko skladbic, Lojze, ste že napisal? Ja, nekaj pa že, zdaj še študiram, da bi eno za tebe napisal. Bravo! O čem bo govorila? Ja, o lepi voditeljici, ja, taki, ki jo bom vrtec tam nos da dal, pa nam ven spustil. Tako, upam, da boste vse kaj jesti dal. Bom dal, a veš, kaj ti bom dal jesti? 18 vrst hrane v enem obroku. Bravo. Ja, in to so otrobi, pa ječmen, pa semena, pa propolis, pa cimet. Samo zdravo. Ja, samo zdravo. Pa ne boš nikdar prhlajena. Pa res ne, Lojze, naslednja pesem bo pa za vaših 40. Ja, hitro da ne vem kako, je spomin od Jadrana. Vedno pel, nikoli štel, glasbo v srcu sem imel. Še sem tu, da nisem sam, tebi jo dam in tebi jo igram. Bravo, odlično. Lojze, res lepo. Ampak še prej seveda moramo pa pozdraviti novega gosta, novega člana, ki mu je ime? Robi. Veš to Robi, poznam veliko Robijev, tudi moj mož je Robi. Vem, smo se pogovarjali zunaj, ja. Robi, kako dolgo ste že vi pri ansamblu Lojzeta? Z Lojzetom sodelujem od leta 2007. 2007. Ja. Pa vam dam, lejte, Robi, dejte lepo harmonko, zdaj že harmonko vidim, vidite, tako je to. Robi, pozdravite nekoga, pa spremite naslednji telefonski klic. Evo, kamera je vaša. Halo, koga imamo na liniji? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Polda iz Krasnika. Lep pozdrav za Savje. Kako je tam? Lepo vreme je, pa tu rad poslušamo to muziko. A bi lahko Polonca rekla, za sina ima 50. rojstni dan v sredo. Hama. Kako pa je sinu ime? Rudi. Rudi? Robi. Ja. Ne, čakajte malo, Robi ali Rudi? Rudi. Rudi, aha. Pa gremo. Rudi. Najboljše za ti. Vse najboljše za ti. Vse najboljše, dragi Rudi. Vse najboljše za ti. Bravo! Rudi! Jaz vam želim veliko zdravja, zadovoljstva, sreče, notranjega miru in da se boste imeli lepo. To vam seveda želi tudi mama. To je bila mama? Mama je bila, nego mislim, da je bila mama. To vam želijo dobro vsi vaši in pa vsi mi tukaj le zbrani v studiu. Takole, na zdravje in seveda na mnoga leta na zdravje, torej Abrahamovcu. Zdaj pa torej 40 let igranja je torej že za vami, gospod Ja, to je ena dolga doba, res, ampak ostanejo lepi spomini na to glasbeno kariero, to pa lahko rečem, ja. Tako. To smo igrali po Sloveniji, tudi po tujini, predlani na Švedskem, kjer smo za naše zamejce, za naše Slovence tudi ponesli slovensko pesem in pa slovensko besedo. Tako, Lojzetovih 40 let. Štirikrat po 10 veselih let, hitro da ne vem kako, je spomin od Jadralo. Vedno pel, nikoli štel, glasbo v srcu sem imel, še je tu, da nisem sam, vam jo dajem in igram. Po vseh letih v srcu mlad, kot na odru prvikrat, glasba me krepi, mladi, klinčevi se revoči. Ko oziram se nazaj, se pojavi en vprašaj, kaj na svetu več velja, kot domača muzika. Štirikrat po 10, čaka me naslednjih 5, pa 10 in še 10, dolga, dolga vrsta let. Štirikrat po 10, čaka me naslednjih 5, pa 10 in še 10, dolga, dolga vrsta let. Vedno bil, nikoli
nisem sam, vam jo dajem in igram. Ko oziram se nazaj, se pojavi en vprašaj, kaj na svetu več velja kot domača muzika. 4x10, čaka me naslednjih 5, pa 10 in še 10, dolga vrsta let. 4x10, čaka me naslednjih 5, pa 10 in še 10, dolga vrsta let. Pa 10 in še 10, dolga vrsta let. Bravo, Lojze, odlični ste muzikantje, res pa polni smeha, to vidim. Pa mislim, da kjer za žalbami namazani, ne Lojze? Hvala lepa, draga družba, za enkrat, dajte se pridružiti čudovitim dobrotam, ki jih imamo danes tukaj, ne? Tako da ja, no danes oddaja torej poteka v živo kot vsako nedeljo. Sem zelo vesela, ja, tako da, a smo vsi danes tle v studiu? Smo, a ne? Tako da ja, odlično, ja. O, ste vsi neč niste, vsi strela Božja, da sem veliko zamedila. Ja, čakajte malo, gospa. Ja. Pejte, tle smo v živo. Ja, saj sem jaz tudi živo. Ja, pa tle je oddaja v živo. Ja. Kaj delate vi tukaj? Vi ste kdo? Ja, koga pa Mica sem, Pšečka, Mica, Spšec. So mi prej rekli, da nekdo manjka, zvezdica za spanka. Ja, ne za spanka, nesrali so me. Kaj so vas nesrali? Šentjurni so me malgi dali iz avtobusa. Šentjurju? Seveda, te parceli so me nesrali, v Gorevc me je nesrali. Kdo je to Gorevc, povejte ga, kje je Gorevc? Ta strešnica pretrgana. Aha, ta. Ja, je rekel, da že cele. In zdaj ste prišla peš, ali kako? Na štop. Na štop? Ja, na štop. Na štop. Mici ste? Eden mi je vstavil, ko je prešičke palil nekam. Gorič, pa smo te v cali rekla, znaka, da pa vzam, kaj češ, je rekel 20 evrov mi dete. Ja, evo ga, na. Ne, povejte, Mici, kako ste pa vi to ustavila? Kako ste ustavljala? Tako, ne, tako, štrumponkel, imam rdeči, itak to malo, ne, tako bolj. A na gumico imate to? Na štrumponkel, ne na gumico. Čakajte, pa se je ustavil voznik? Seveda je, skoraj je do iz ceste da palil, majke ti Bože, ja, tako je gledal. V bistvu bom jaz tudi mogla, ste vi fejs dvignala, jaz moram to tudi malo prakticirati. Koliko dvignete gor? Koliko dvignete kiklo gor? Koliko daleč grete, Mica? Tako dolč neko imaš ti. Kipa, strela Božja, to je pa prehudo. Je, kad sem mi dobro vidna, ja imam tudi deč vrtov, že praznične, ja. Smo skoraj enake. Kak je nogo v Pšecah? Pšeca? Ja. Noga ni veliko, je pa po starim veliko zapovedati. Ko pa te? Ja, Jezus, župnikova ima noga. Ja, kaj je mlad pa lišen, majke ti mile. Mlad pa lep. Ja. Vete, da jaz... Mene je tako zgrabila pobožnost zdaj. Sej mene pa tudi. Me je kršen duš, zdaj sem pa vsako nedeljo pri Pa jaz bi bila še zjutri in večer. Tako si oči počinem. A res? Res. Ne, jaz drugač hodim na kor popevat, na tenko popevljam, ibar cvik lečim. Ja, tako. In zato sem jaz tudi in sem prišla, kad bi jaz rada zapopevala za Gorevcem, da ona ta hulič vrgu tam dol, da ne bomo sramoto naredila, ne. Dedi ko dedi, Dedi ko dedi. Dedi ko dedi. Povejte, kaj pa imate košarike danes? Nič, če so mi vse na avtobusu odpeljali, ne? Vse so vedno, hrano so pa vzeli, hrano, ja. Vse so vam vzeli? Vse. Vse je prazno. No, sam neki pa imate, vidim, da ste prazna, pa ni Mica. To tim ketneje do pokle, ja. Mislim, ki pa imate moža vi? Janeza imam. Janeza, on ni za nikom, bar on je za doma. To je da mislim, čakajte. Lahko se ti pominaš, kad si mlada še, jo. Saj sem jaz tudi onda drugače se pominala, ko je Jana šele. Dobre men slabe, Mica. Ja, hulič dobro se hitro ponuca, slabo pa ostane. Tu je problem, ne? Je pa prazniki zdaj prihajajo, ne? Advent. Ja, imam Miklavža tako rada. Miklavž je bil za mene nekaj posebnega. Ženila sem se na Miklavžovo. Ja, kad bilo ljušno onda. Mater je bilo
fajn, ja sem že sanjala, ko sem tega svojega Janeza, ma nasral, Maja. Ja, kaj Maja nasral. Jaz sem sebe videla, ko bom tiste sklede meda lepo flejsala celo življenje, drek. Med je bil v enem meseci fertik, sam drek je ostal. Ja, ne, in jaz sem pokle prvi 10 let je še šlo, ne. Pa sem jaz bila bili tako, kot je bil moj Janez darilo od Svetega Miklauža, ne, na Miklaužovo. A to si mislila? Vse 10 let sem stalno napisala, hvala ti Sveti Miklauž za darilo, ne. Drugih 10 let nisem nič več napisala. Zdaj ga pa že 20 let čakam en keden pred Miklaužovim, pa keden ni po Miklaužovim, ka bi jaz rada mi darilo vrnila, pa ga ni hudiča. Verdi ga. Pa neč ne pride Miklauž tako, zdaj, da bi ti to veš, še parkla ni več, neč več ni, ne. No, sicer pa jaz sem pa res v bistvu zelo vesela, Mica, da si prišla, no, res. Vidim, da si tako ena taka preprosta ženska, res. Pa poštena tudi, nobene pizderije več ne delam. Več ne? Neč več, neč. Čak malo, tole mi je pa malo sumljiv, Mica, več, kak več? A si ga kaj srala, no tako, da mi malo se zaupi? Ja, to je tako, ne, hudič, moj Janez ni več neč zadovoljen z menoj, ne, neč več. V redu zgledaš, le. Ja, seveda, dost me je skep, ne. Vse na svoje mesto. Pa me duš trip teba bi naredili z mene, ne. Ja, Jezus Kristus Marija, ne. On je mene stalno zmerjal zadnje cajte, ne, Mica debela, Mica siva, Mica taka, in je rekel, ta hudič, da v pojsli tudi neč več ne veljam. Jezus, kaj? Evo ga, no, evo ti ga šit. Sranje je, jaz ti povem, pa tep, ko ste tako mlada, kaj bo šele na starost. Jezus, ne, in pol je pa enkrat on šel nekam, ne, je rekel, ti v pojsli ne veljaš čisto neč več, je pa nekam šel, sem si pa jaz drugo mneja poiskala. Ti voga! Po pa ta hujič mene kliče ob 2, jaz letim na telefon, pol nisem odmah mogla skorbljati, ne, pa se javim, ja, Mica, kje pa si, kaj delaš? Jaz sem nekla v pojsli. Ja, ko je rekel, ob 2 popudne si v pojsli? Ja, sem nekla, kaj delaš? Ja, ti si rekel, da sem jaz v pojsli čisto za neč, sem si pa drugo mneja poiskala, ne. Jezus, ne vem, če žir na televiziji povem, je prišel domov mestuko. Ja, tako sem bila plava ko sliva, majko ti božjo. 2 dni sem še zdržala, tretji dan sem mogla pa k doktorji jet, ne. Pa ne moš tam reči, da te dedi stuko, imaš policijo, socialno, vse imaš, ne. Ja, kaj si rekla? Ja, da imam čudne fleke po sebi. Da te to kar tak spustilo? Pa vsake farbe je bilo. Ja, doktorca je tako gledala, vam povem, vsem skep, kar švicala je, ni pogledala odmah. Pa rekla, ka že večkrat imate take fleke, ja, sem rekla, sem že imela včas, ko je Janez tako pri tej jutrgi prišel na žgan domov, sem že imela take fleke. Ja, je rekla, imam pa jaz vam eno zdravilo, je rekla, ene kapljice vam dala, pametna ženska, pametna. Jezus, in je ona meni dala kapljice, je rekla, tako, ko boste slišali ključ v vratah, ne, ko bodo škrtal po noč, takoj kapljice. In jih morate v ustah tako dolgo držati, dokle Janez ne bo zaspal. Ka veš, da pomaga. Pomaga? Pa kak, od onda nimam nič več flekov na po sebi. Jaz si sploh nisem ponucala. Mica, sam počak, preden mi ti tole poveš, kaj imaš košari. Mene še ono drugo mnenje zanima. Kaj? Je to drugo mnenje? Evo, tam rak je bilo lušno. Ni bilo slabo. A bilo v redu drugo mnenje? Ja, je bilo. Je bilo, jaz ti povem. Pa se ni važno, pa kliš tiste šprice. Ja bi ti ga drugo mnenje. Mažir, imaš enkrat stuko, še bi probala. A ne, da. Pa še bi šla, ja. No, in zdaj tako, kaj je meni ostalo, teh koplic dost, ne, ti pa vem, da tudi tako imate klepečeš dobro, če si te tako na televiziji klepečeš. Kaj je šele doma, ne. In jaz sem zdaj se odločila, da bom jaz tu zaščitila ta znak. In tu so zdaj Micine kapljice, veš. Tako da vzemi si tu kdaj pa kdaj, da ne boš flekast, tako sem jaz bila. Jezus. Kaj pa, če bi kar jaz probala? A probaj. Kako moram zdaj to narediti? Mici, daj povej mi. Prvo, hops, zapri, pa drži, dok ne odaja konc. Se lahko jaz zgotovim, če treba. Ja. Mici, ti imaš tole
tako gajsen, da res pol nič ne čuti človek, tudi če ima 100 modric. Tako da ja, odlično. Dajmo Mici en velik aplavz, pridi Mici v našo družbo. Ivanka, ne? Ja. Ivanka, res odlično. Ne vem, ti si res rojena, žal bom je namazana. Ti si kaj, mentorca temu društvu oziroma sekciji? Dramski. Te dedje imam prek stare. A je veliko? Kaj? Večino ima vse staro. Vse staro. Niš kaj z njimi pomagate? Neč veliko. Ne, no, tako so za kaj odnesti, pa za kaj, pa za pijočo so dobro. Pa za kaj pa ne. Povejte, Ivanka, kako dolgo že mentorirate, pa tole igralska sekcija, kako dolgo že v Pišecah? Ja, zdaj pravzaprav tako meni se zdi, da celo življenje špiljam, ne? Samo drugač pa... Mož ne čuje zdaj. Ko bo Jonas je doma, Ednija, tam tu moš med rezervo imeti, ne? Se strinjam, rezerva. Ja, drugač pa no, ja, dramska skupina, kar ne, nekaj iger smo že odigrali, mislim, da je kar dobro, sicer še kakih tragedij ne lotujemo, ker tragedija že imamo pa komedij, pa lahko z veseljem rečem, da se ljudje skusno smejijo. Bravo, dajmo še en velik aplavz, torej sekciji. Odlično, pripravljate zdaj kaj za novo leto, za zaključek 2015, ali bolj pripravljate? Ne, mi, kaj smo imeli za 2015, smo povedali, bomo začeli pa 2016. Če druga ne, začnemo februarja, ko bojo naši vinogradniki etnološki film predstavili, tam ga imamo Biksal 14 dniske. Bravo, to mi delite, Mica, odlično. Moram pa še povedati, kaj sem prej pozabila, mi imamo tako fajn šolo. Tako fajn šolo, sem malo decija, ker imaš samo stare v ekipi, ne, pa malo otrok, pa Jezus, ne vem, če že povemo, hotel imajo, imamo v Pišecah, hotel, pa se hudijo take tenke gor. Koliko zvezdic? Ja, za mene jih je 15. Take mlade, samo nešne lepotice se hudijo pretegnjavati tam, ne, tako da menda bom še ješla, ne vem, tam, to je Marija Silva, ko boste prišli v hotel, tam se lahko tudi po zimi skupate, voda je nutre, tako da vam ne bo nič manjkalo. Odlično, hvala lepa, da si seveda prišla v naš studio, pa predstavlja seveda skupinico, pa še veliko uspešnih iger želim. Kaj bi mi lahko zrihtala, da bi jaz zapopevala z našimi muzikanti? Viš, da bi. Pa dajmo muzika, gremo, zašpilemo torej eno zdajle. Micina pesem, če se ne motimo, ne? Ja, evo, muzikanti so že pripravljeni, zdajle torej prisluhnite Pišečki Mici, evo, takole z nami je, zapoje zdaj eno čudovito pesem, prisluhnite, zabavajte se in uživajte. Če te v Pišice pot pripelje, pri men boš našel smeh, veselje. Hojlarija, hojlarom, hojlarija, rom, pom, pom. Ker meni paše veselica, kupca vina, zraven potica. Hojlarija, hojlarom, hojlarija, rom, pom, pom. Meni paše veselica, kupca vina, zraven potica. Hojlarija, hojlarom, hojlarija, rom, pom, pom. Vse, kar vam rečem, je resnica, takšna sem, Pišečka Mica. Hojlarija, hojlarom, hojlarija, rom, pom, pom.
lepa za tole čudovito pesem. Takole muzikanti lahko greste na svoje mesto. Danes pred seveda oglasi moramo predstaviti čudovite jedi, ki jih je danes pripravila za nas gospa Milena. Milena, kaj imamo danes tukaj na naši mizici? Ja, vsem najlepši pozdrav. Lepe pozdrave v Pešece in vsem drugim, ki nas poslušajo. Ne? Milena, kaj držimo v rokah? V rokah držite ajdo kolač. Ki je bil nagrajen, pa je. Tako, dobila sem zdaj že 4 nagrade za ajdo kolač, 2 zlate, pa 2 srebrne. Bravo, lepo aplauz! Nekoga imamo pa na telefonski zvezi, ga hitro sprejmemo. Kdo je z nami? Anica Žmegun, z Modraške. Anica, lepo zdrav. Hitro povejte, kaj boste povedali. Gospa Polonca, en lepo zdrav, pa lepe praznike, pa v novem letu pa zdravja in sreče. Pa prekrasno oddajo imate. Odlično, ker imam prekrasne in čudovite goste danes. Tako je, tako je. Hvala lepa, srečno Anica, nasvidenje v Begunje. Srečne, lepo zdrav, torej v Begunje. Povejte, Milena. Ja, ta ajdo kolač jaz že veliko let pečem, ne? 4-krat sem tekmovala, drugače pa za vsako priložnost, zdaj gremo na kak rojsten dan ali kaj se dogaja pri Peteršniku, ne? In pač ponudimo ta ajdo kolač. Odlično, kaj imam tole v rokah? To se tudi vi nagrada? Ne, to pa nisem jaz, to pa gospa Mira Šular. Mira, gospa Mira od Brigite Šulerjeve mamica. Ja, tako, mamica od Brigite. Odlično, res lepo, Mira. Kaj še imamo vašega na mizi? Ja, štrudel ste ga že tam odnesla. Ja, ga imam, en košček ga pa imam tle. En košček je pa še tlela, ja, drugače pa tam. Ja, štrudel, kakšen je ta štrudel? Ja, ta je pa od skute, ne, domač z vlečenim domačim testom, domačo skuto, slan. In to tudi ponudimo poleg kakšnega vina ali pa ko je kaj gostov pride, da jim prav ponudimo domač naš pešečki štrudel. Kaj še imamo tle domačo? Aha, to je pa tudi pekla gospa Slavica, ki pač ni z nami. Je pa orehova potica, ki je tudi zelo znana pa nas in gospodinje pečejo in kmečke ženske pač ponudijo z domačo orehovo potico. Ja, takole malce blizu mikrofonček. Kaj pa imamo tamle? To je pa koruzni kruh, ki ga je pa spekla naša pešečka Mica. Ja, tale pešečka Mica pa res ni kar tako, a ne? Kaj imamo pa tlele v rokah? To je pa sončnica, ki je pa tudi spekla Mira Šular. Pa bravo, Mira, vi ste pa res univerzalna. Mira, enkrat prideva po novem letu, pa kakšen recept nadimo, ne? Tako držim za besedo, ja. Pa tudi vi, gospa Milena, bi imeli lahko eno čist kulinarično kuharsko oddajo. Pa odlično vino imate danes tudi s seboj? Ja, tudi vino, ne, to tudi v naši kraju. To pa mogoče gospod Matej, ko nam kaj predstavil. Matej, hitro povejte pred kratkimi seveda oglasi, kaj imamo tukaj na mizi? Ja, v Pešecah so res krasna vina rastejo. Frankinja, potem imamo pa še različne pridelovalce žganja, alkobab naprimer, potem imamo šampanc delajo, različne, prav igrajo se, šampanc, pešečke marelice, to je ena taka eksotika. Vi ste znani po pešečkih marelcah, Ja, res je, in nekateri celo si privoščijo pa delajo šampanc tega, evo. Bravo. Katera je vam najljubša žlahtna kapljica, če vas smem? Frankinja. Frankinja, zakaj? To je že Lojz povedal prej, vem, ker ima takšen okus, baje ima celo tako je okrog bizelsko, pešeška okoliš, ima še več resveratola, to je v bistvu prav zdravilna, zato da... Se mi je zdaj, da ste rekli zdravilno. Evo. To je antioksidant, v bistvu, sam pomeri. Evo. Takole, hvala lepa za tele opise, pa še več bi seveda lahko povedali, veliko več. Tako da jaz, Lojze, se vidimo po novem letu tudi, da seveda še naredimo kakšno oddajico z vašimi domačini. Zdaj kratki oglasi, potem pa zaključna pesem, ne, Lojze, v nadaljevanju. Pridem tja še na drugi vinček, oglasi.
Dobrodošli v drevesnici Omorika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik. Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta kresile vaš vrt in okolico. Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, trajnice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglavce in listovce za živo mejo, sadike listovcev in iglavcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja. Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omorika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omorika. Ne izbirajte med tem, ali boste videli na blizu ali na daleč. Izberite izgled. S progresivnimi stekli Varilux uživajte v popolnem vidu in popolnem izgledu ob vseh priložnostih. Sedaj lahko dobite 2 para progresivnih stekl Varilux za ceno enega. Ali ste že pripravljeni na novo davčno zakonodajo? Oglasite se v Biro Bitu na Teharski 24 v Celju vsak delovni dan med 7 in 15 uro, kjer vam bomo predstavili strojne in programske rešitve davčnih blagajn in pomagali pri vaši odločitvi. Izdajo računov v povezavi s finančno upravo boste lahko izvedli z mobilnim telefonom, tablico, računalnikom ali registrsko blagajno. V Biro Bitu vam poleg prodaje računalniške in biro opreme, pisarniškega in potrošnega materijala, nakupa ali najema kopirnih in multifunkcijskih naprav nudimo tudi servisne storitve za vse kupljene aparate. Preverite srečo in ta torek ali četrtek prihranite do 50% za nakup izbranega izdelka. Bodite crazy, tuš! Takole, draga družba, pa smo prišli do sklepnega in tistega velikega zaključka današnje oddaje. Res mi je bilo veselje biti v vaši družbi, še posebej pa v naši veseli Pišečki, a sem prav rekla? Prav, družbi, ekipa, en velik aplauz seveda za vas, za nas. Res je bilo lepo, odlično, ampak... Še preden se pa razidemo, vas bi pa povabil v našo klet, Pišečko klet, da poprobate naše dobrote, direkt iz naše kleti? Kevdra? Ne kevdra? Našega pišečkega kevdra. Pa kaj moram sprobati? Da poprovate to našo pišečko frankinjo. Frankinjo, tkaj pa družba, opa! Torej, zaključek za danes je... Kakšen? Lepo se mete, ne? Tako, ampak zaključno pesem bomo še seveda zaigrali, drage gledalke in gledalci. Jaz, odlična je tale modra frankinja. Gospod Ogorevc, kaj boste še dodali? Ja, takole, na koncu... Prid mi pomagati.
Pomogi mi. To pa res. Pomogi mi. Na koncu tele priljubljene in lepe, vesele oddaje Nedeljo pod lipo bomo naši voditeljici Polonci podarili eno zlato pešečko penino za okusom marelice. Ja, kje pa je? Tole je. Da jo boš nazdravila ob tvojem najljubšem prazniku v letu, ali pa za Silvestro, malo jo premešaj, ker noter je zlato, a veš. Pa niso špare za zlato. Nismo, za tako voditeljstvo pa ni res, kaj špara. Odlično. Jaz se bom danes, gospod Lojze, cel dan danes igrala, cel dan se bom igrala za tem zlatom, tako da Lojze, kaj ne rečem, hvala lepa, res kaj, poljub vam dam. Trikrat se moramo, vete, tako. Ja, potem moramo pa še povedati, da to marelico prideluje Sandi Dušič iz Palove vasi Pišece. Bravo, Dušiču Sandijo. To je okus pišečke marelice z zlatom, potem imamo okus z gozdnimi jagodami. Hvala. To boš imela za božička. Kaj še imate za veselega Miklavža, prosim? Miklavž ti je pa prinesel še eno štelo, to je pišečka marelica, prav z okusom pišečka marelica. To so 3 različni okusi. Odlično, še za 8. marec, prosim. Mica, pomagi mi. Še za 8. marec. Za 8. marec samo za 8. marec ti, ki se tako sladka pa prikupna, bomo ti dali rumeni muškat. To je pa moja najljubša pijača, 8. marec. Samo malo. Pa samo to še povem, v 5. mesecu sem, tako da čez 4 mesece rodim, prosim še za rojstvo enega otročička. Ja, evo za rojstvo, seveda prejšnjo moram povedati, da je to varlec Pišece za rumeni muškat. To je pa ena posebna sorta, Pleteršnikovo vino. S to zaključujemo. To je Pleteršnikovo vino, ja. Hvala lepa. Šnops bi še, da ne bi želudič bolj od koštajnča. Joj, pa imamo še eno veljavko tudi, ki pri nas raste in se predeluje, to je Alkobab Pišece. Odlično, zaključujemo, draga družba. Na koncu naj zaželim vsem gledalkam televizije Celje blagoslovljene božične praznike, v novem letu naj jih pa spremlja zdravje, veselje, glasba in pa smeha, pa tudi malo humorja. Hvala lepa, družba, odlično je bilo. Zaključna pesem, dragi gledalke in gledalci. V Pišece bomo zdaj zopet odšli nazaj, tja domov. Vi pa tudi k domači goveji župci, kjerkoli že ste, s komorkoli že ste. Lepo se smejte, veliko se smejte, pa se vidimo zopet naslednjo nedeljo. Srečno, nasvidenje. Pišece v soncu naši pozdravljajo, grad pa v senčici po starih časih govori. Je v Pišecah prelepo, zarana kmetje se dela lotijo, najlepše pa je v Zidanci, ko se zmrači vesela pesem zadoni.
že pozdravljajo. Grad pa v senčici, o starih časih govori, je v Pišecah prelepo. Zarana kmetje sedela lotijo, najlepše pa je v Zidanci, ko se zmrači vesela pesem zadoni.